Učenci pozdravljeni, dobrodošli pri uri slovenščine. Danes bomo poslušali posneto besedilo Moja babica in tvorili besedilo ob nizu sličic. Pa poglejmo, kako poteka moj delovni dan. Zjutraj se zbudim in si umijem zobe. Nato zajtrkujem. Po zajtrku grem v šolo, ker z veseljem učim moje tretješolce. Ko pridem iz službe, skuham kosilo. Popoldan grem na sprehod ali pa se igram. Zvečer berem ali si ogledam kakšen film. Pred spanjem si umijem zobe in nato zaspim. Kakšen pa je tvoj delovni dan? Pripoveduj. Kaj počneš zjutraj? Kaj počneš dopoldan? Kaj počneš popoldan? In kaj počneš zvečer? Sedaj boš poslušal opis delovnega dne babice. Pozorno poslušaj posnetek. Spoštovani mladi prijatelji, teden je naokrog in spet smo z vami. Prisluhnite, kako je Mateja opisala delovni dan svoje babice. Moja babica je po poklicu kuharica. Dela v restavraciji deteljica. Vsak dan vstane ob 5. uri, pripravi zajtrk in z dedkom pozajtrkujeta. Nato se odpeljeta na delo. Dedek pripelje babico do restavracije, sam pa nadaljuje vožnjo do svoje tovarne. Babica se v službi najprej preobleče v bela kuharska oblačila. Ob 6. uri prične pripravljati hrano. Pri tem ji pomagata 2 pomočnika. Najprej pripravijo malico in nato še kosilo. Babica najraje peče sladice. Gostje najbolj hvalijo njeno čokoladno torto. To peče še po receptu svoje mame. Ponavadi odide iz službe ob 14. uri, včasih pa mora ostati do večera. Z dedkom se odpravita domov. Tu babica skuha kosilo za celo družino. Po kosilu moja mama pomije posodo in jo pospravi, babica pa prebere časopis in nato odide z mano na sprehod v gozd. Na sprehodu opazujeva naravo in se pogovarjava. Babica mi vedno pove kakšno zanimivost o rastlinah ali živalih, včasih pa mi pripoveduje o svojem otroštvu. Zvečer rada plete ali šiva. Nikoli ne zamudi ogleda televizijskih poročil in mojega odhoda v posteljo. Preden zaspim, mi prebere ali pove pravljico. Zdaj pa ustno odgovori na nekaj vprašanj. V kateri oddaji je bil predstavljen opis delovnega dne babice? Komu je Mateja predstavila delovni dan svoje babice? Koliko oseb ste slišali na posnetku? Katera oseba je govorila več? O kom pa je govorila? Kaj v besedilu se vam je zdelo najbolj zanimivo in zakaj?
Besedilo boš sedaj poslušal še enkrat. Pozoren bodi na vrstni red dogodkov v besedilu. Spoštovani mladi prijatelji, teden je naokrog in spet smo z vami. Prisluhnite, kako je Mateja opisala delovni dan svoje babice. Moja babica je po poklicu kuharica. Dela v restavraciji deteljica. Vsak dan vstane ob 5. uri, pripravi zajtrk in z dedkom pozajtrkujeta. Nato se odpeljeta na delo. Dedek pripelje babico do restavracije, sam pa nadaljuje vožnjo do svoje tovarne. Babica se v službi najprej preobleče v bela kuharska oblačila. Ob 6. uri prične pripravljati hrano. Pri tem ji pomagata 2 pomočnika. Najprej pripravijo malico in nato še kosilo. Babica najraje peče sladice. Gostje najbolj hvalijo njeno čokoladno torto. To peče še po receptu svoje mame. Ponavadi odide iz službe ob 14. uri, včasih pa mora ostati do večera. Z dedkom se odpravite domov. Tu babica skuha kosilo za celo družino. Po kosilu moja mama pomije posodo in jo pospravi, babica pa prebere časopis in nato odide z mano na sprehod v gozd. Na sprehodu opazujeva naravo in se pogovarjava. Babica mi vedno pove kakšno zanimivost o rastlinah ali živalih, včasih pa mi pripoveduje o svojem otroštvu. Zvečer rada plete ali šiva. Nikoli ne zamudi ogleda televizijskih poročil in mojega odhoda v posteljo. Preden zaspim, mi prebere ali pove pravljico. Ponovno ustno odgovori na nekaj vprašanj. Kaj je babica po poklicu? Ob kateri uri babica vsak dan vstane? Kam se po zajtrku odpeljeta dedek in babica? Kaj babica najprej naredi v službi? Kdo ji pomaga pri pripravi hrane? Kaj najraje dela babica? Kje je dobila recept za čokoladno torto? Kdaj babica odide iz službe? Za koga babica doma skuha kosilo? Kaj dela babica po kosilu? Kam pelje svojo vnukinjo? Kaj babica na sprehodu pripoveduje vnukinji? Kaj babica rada dela zvečer? Komu pred spanjem pove ali prebere pravljico? Tako, vprašanj je bilo veliko. Verjamem pa, da si na večino znal odgovoriti. Sedaj, ko dobro poznaš zgodbo, se loti reševanja nalog. Odpri drugi del delovnega zvezka za slovenščino na strani 8 in 9. Reši prvo nalogo. Vmes pritisni na pavzo. Ko končaš s prvo nalogo, se loti še druge. Z vrstilnimi števniki označi vrstni red na sličicah. To pomeni, da moraš ugotoviti, katera sličica je prva, katera je druga in tako naprej. Že veš, katera je prva? Tako je. Ta, na kateri babica in dedek zajtrkujeta. V kvadratek zato napišemo številko 1 in ji dodamo piko.
To pomeni, da je ta sličica prva. Ostale označi sam. Vmes pritisni na pavzo. Tako, poglej si rešitve in popravi, če si naredil kakšno napako. Sedaj se loti tretje naloge. Pripravi si zvezek. Ob urejenih sličicah napiši, kako je babica preživela dan. Ob vsaki sličici zapiši čim več, kar se spomniš iz posnetka. Naslov v zvezku naj bo zgodba ob nizu sličic Delovni dan moje babice. Zdaj pa veselo na delo!